narod hiti, ne duha, ne sluha, ni o ljubezni. Srce ne utripa, le v leru visi, se sploh še uvrščamo med ljudi. A pred Bogom vsi smo enaki, in le ljubezen zna premakniti tale svet. Vsi smo bratje, sestre, rojaki, treba je le v dobro malo poverjeti. Zato pa ljubim, sebe dajem, slutim, ki jih daje, navzdol zavilo nam srce. Zato pa slutim in še upam, grizem in ne obupam, preveč življenja v meni je. Jutro je sivo, krivi smo mi, da v gneči prijateljev ni le tujci. Srce ne utripa, le malce drhti, kdo je res živ in kdo životari. A pred Bogom vsi smo enaki, in le ljubezen zna še rešiti tale svet. Vsi smo bratje, sestre, rojaki, treba je le v dobro malo poverjeti. Zato pa ljubim, sebe dajem, slutim, ki jih daje, navzdol zavilo nam srce. Zato pa slutim in še upam, grizem in ne obupam, preveč življenja v meni je. Ljubim, sebe dajem, slutim, ki jih daje, navzdol zavilo nam srce. Slutim in še upam, grizem in ne obupam, preveč življenja v meni je. Sebe dajem, slutim, ki jih dajem, navzdol zavilo nam srce. Slutim in še upam, grizem in ne obupam, preveč življenja v meni je. Ljubim, sebe dajem, slutim, ki jih daje, navzdol zavilo nam srce. Slutim in še upam, grizem in ne obupam, preveč življenja v meni je. V meni je. V meni je. Sebe dajem je bila skladba, ki ste jo slišali, in Samuel Lukas jo je zapel v živo v oddaji Radioaktivno na Radio Prlek. Samuel Lukas, lepo zdrav. Lepo zdrav sem skupaj, kako smo? V redu, in kako si ti? Jaz sem tako vesel, da sem po letu 2011 prvič prvac. Tako da res po dolgem času, po tolikih kilometrih sem prispel v Ormož na Radio Prlek. Ja. Takrat se je pisalo 22. november 2011. Glej, pa se spomniš? Super, veš, da sem vesel. No, hvala pa za povabilo. In seveda v živo, danes sem prvič izvedel, sebe dajem v tej verziji, tako da verjetno jo bom večkrat. Akustično, samo ti, brez dodatnih inštrumentalistov. Ja, hvala lepa. Ja. Novi album imaš, danes bova ga temeljito predstavila, nekaj v živo, nekaj skladb takšnih, kot so na albumu. Si pogosto tako s kitaro na odru sam?
Veš, že dolgo nisem bil. Vedno več nas je. Imam velik band, imam prekrasne glasbenike, res super, cenimo se en drugega in imamo se fajn na odru. In to je nekaj najbolj pomembnega v bistvu, da sam sem začel in potem se rabo še kako družbo. In glasbenik je super družba, tako na odru kot dol z odra, tako da se imamo res fajn in življenje nas glasbenikov ni enostavno, ne, veliko krat. Če si sam, v bistvu, ko sem bil v tujini, sem to videl, opazil pri trubadurih, kjer so sami glasbeniki, ki so sami sam one-man band, ne, ki je, mislim, na akustiko, ko je igral. In sem ga videl v bistvu, da ni toliko zadovoljen, ne, kar pač neko je gledal nas na odru, koliko nas je bil vedno pod odrom in gledal in mi ga je bilo takole, fajn, dober, super glasbenik je bil, ne, ampak je rabo družbo. Torej, tudi on je verjetno to pogrešal, ne, ampak vse pravim, ne, tudi sam na kitaro zna človek se izražati in jaz sem eden od tistih, ki v bistvu res se trudim, da tudi, če je eden edini inštrument, ali je to klavir, ali je to kitara, da probam z vokalom nekako sebe dati. Ustvarjaš več s kitaro ali s klavirjem? Jaz s kitaro definitivno, ker v bistvu vsi moji te 14 pesmi, ki je gor na plošči, so nastale ob kitari in hvala Bogu, da obstajajo na telefonih GarageBand, da se lahko igram. In veliko časa sem se igral, da sem se naučil v bistvu posneti vse, ne, od basa, klavir, boben, kitaro, vokale, back vokale, vse nekako naredim skoraj, da je to, da že dober demo zveni in potem se zaprem v studio in z vsemi glasbeniki mojimi naredimo nekaj takega, kot je to. In potem si v studiu še bolj zahteven? V studiu sem malo preveč zahteven, kakšenkrat pa se moram sam odmakniti od vseh, da se skuliram, pa pridem nazaj, ker nekako imam v glavi v bistvu pesem v celoti, kako naj bi zvenela in kako naj bi sploh posneli vse skupaj in zaradi tega mogoče kakšenkrat ne znam niti jim povedati, kaj si želim, ne. In probam zaigrati, pa jim probam nekako zapeti, kaj si želim, kako bi šel bas, kako bi klaviaturo igral nekdo, kako bi in to je mogoče moja deformacija. Je pa super zaradi tega, ker sem vesel, da sem naredil svojo prvo avtorsko ploščo celo in tale prva avtorska plošča, lahko rečem, da sem dal maksimalno, kar sem se naučil v 28 letih. Je še veliko tega, definitivno še veliko pesmi, ki bo prišlo. Sem se pa odločil, da bojo vse pesmi moje avtorske. No, potem je tudi velika umetnost vse postaviti na svoje mesto, ko si v studiu. Ja, definitivno je veliko garanja je, ne, in veliko tudi neprespanih noči, zaradi tega, ker te mučijo neke določene stvari, ki sploh ne veš, kaj manjka še v pesmi, ne, kaj bi, a je to že slišano, ne, pa v bistvu moraš se sam prepustiti in iti samo naprej in čeprav bo nekdo rekel, to je dobro ali pa to ni dobro, važno, da si ti zadovoljen. Greva k tvoji glasbi, sedaj na album sebe dajem, katero bo vas pustila? Lahko bi dali, evo, če sem že začel z balado, pa gremo nekaj umestnega, nekdo pesem je v bistvu ena od mojih ljubših, ki je gor, pa ne vem, to je tisto neko, ko se zazreš skozi okno in se sprašuješ, kaj bi bilo, če bi bilo, ne, in pesem je lih o tem, no, tako da sem zelo ponosen tudi na to pesem. Tudi s poljubom zjutraj oči prebudi. Ko se na oknu rosi, na strehi nekaj ptic, prav nobena ne poleti. Kdo me bo ljubil, kot si me ti?
pogledu tvojem lahko zdaj stopi. In komu si zora in kava v tej postelji. Na nebu nekaj zvezd, a prav nobena ne žari. Kdo me bo ljubil kot ti? Kdo te z dotikom noč za nočjo podrži? In kdo brez besede vse tvoje nevihte umili? V morju vseh ljudi nisem našel takšnih oči. Kdo bi me ljubil kot ti? Zdaj sem nekdo, ki ga ne prepoznaš, le en del tebe, ki ga imaš. Nekdo, ki ne glede na vse, nekdo, ki še ljubi te. Ki ljubi Nekdo je bila slišana Samuela Lukasa z albuma Sebe dajem, ki ga danes vrtimo v oddaji Radioaktivno. Prebral sem na Wikipediji, da letos je nekako 10 let, odkar prav šteješ svojo kariero v Sloveniji. Je temu res tako? V bistvu zdaj je ta Wikipedija verjetno že malo niso jo osvežili. 2008 sem se vrnil nazaj v Slovenijo in je res, da moral sem začeti nekako, da bi me sploh ljudje spoznali. 29. februarja pa sem bil že na EMI in to je bil zame tisto wow, hitro. Ne, mislim, hitro se je zgodilo to, da v bistvu moja želja, ko sem se vrnil nazaj v Slovenijo, je bila pač nekako pridem do ljudi, da me spoznajo, da me slišijo, da me vidijo. In je bilo ogromno garanja po klubih, po barih, po ne vem, vse posod, jaz pa kitara, pa je res bilo tudi tako na ta način, da v bistvu bilo res veliko in alkohola, kar mi ni bilo najbolj všeč. Ampak nekako sem prišel čez to vse skupaj, da sem pač, če greš zvečer, ljudje se ga res veliko napijejo. In potem nazdraviš z njimi 2, 3, 4, vse je dovolj, ne? Da prideš tudi ti v to notri, ampak nekako moraš priti na njihov nivo, ne? Če so oni taki veseli, ne? Že pod dozo, kako boš ti trezen nastopil za njih, ne? Ampak moraš ostati profesionalen. Zelo profesionalen moraš biti in v bistvu zaradi tega se tudi človek se uči celo življenje, ne? In profesionalnost je res pri nas številka 1. Torej moraš biti predan prvo glasbi ljudem, ki nastopaš za njih. Moraš vzeti stvar resno v roke, zaradi tega, ker če se ne boš sam cenil, tudi te drugi ne bojo cenili. Tako da je, vse posod je tako, no, jaz mislim, da glasbenik pa je vedno na tapeti, kar se tiče, ja, gleda, ne. Tako da moraš res paziti, no, in do zdaj moram povedati, da v bistvu sem nekako, se so bili trenutki, ker si rekel, ok, ne počutim se dobro, ne počutim se fajn, ampak kadar si na odru, to nobenega ne zanima. Ti moraš takrat imeti 100% takrat energijo in biti nasmejan, ker ti prenašaš to energijo na druge ljudi. Si imel kdaj kak slab trenutek ob vsem tem? Je verjetno... Vem, da to tako tudi varira od dneva do dneva, predno sorazmerno z vremenom.
Ja, glej, mene je najbolj dobro. Jaz nekako veliko sem res oddelal v celotno Evropo, sem dal čez, pa sem bil tudi na drugi strani morja. Je pa res, da v bistvu nisem na začetku jaz razumel, zakaj naši ne cenijo bolj na žurkah kako boljšo glasbo, ne? Ker v bistvu jaz sem se moral naučiti veliko teh drugih, pač dobro, vse ne rečem, da meni vsa glasba super, samo pravim, da obstaja ful dobra muzika, ne? In kadar nastopaš nekje, v bistvu pa daš maks od sebe, potrudiš se, wow, misliš, da je super, pa pridejo, dobro večer, a vi igrate kako pravi orkester, veš? Ja, in potem pač nekako se potrudiš, pa narediš še to, ne, da ugajaš ljudem, ne, sej to je bilo, zdaj nekako bolj gledam z bendom in vsem, da mi res smo vse stranski in igramo vse, ne igramo, ne vem, da človek reče, ne igramo narodne zabavne, pa ne igramo tistih narodnjakov drugih, tako da v bistvu nekako te, ki nas pač najamejo, vejo, kaj bojo dobili in tudi sam se potrudim, da na koncu dobimo tisti mail, da rečejo, super ste bili. Greva glasbe, naslednja bo, povej. Greva, povej, evo, super, v glasbi povej, mislim, v pesmi povej, tu sem šel malo bolj na blues, country, pop rock, notri je v bistvu slišati in ustno harmoniko in brase, torej pihalce, tako da v bistvu sem povabil tudi k sodelovanju Damir Jazbec Kelly, to je pač en od boljših orgličarjev v Ljubljani in je res bluesman, zaradi tega sem ga povabil in da mi še nekako naredi tisto piko na i, ne, pesmi, ki mi je manjkalo in seveda pihalci, Matej Guzelj pa njegova kompanija so dodali še brass sekcijo, ki je malo bolj zagruvalo vse skupaj. Da se na novo dobrem prepoznam. Gledam in trepetam, sinori moj, tak tvoj božji plan. In komu ne se javim, kdo pomaga, ti poznam. In če se svet ustavi, napake bo priznal, kdo bo priznal. Daj povej in povej, daj povej in povej, daj povej in povej, kdo bo vate verjel, če sami si dojel. Da sudni dan, prepozno bo, da obrneš novo stran. Mudi se, že mudi, ker tema padla vse je na oči. Komu naj molimo se, kdo nam bo odpustke dal. Daj povej in povej, daj povej
Povej, je bila slišana. Ta je bila tudi bolj tako v country ritmih, kot si bil letos na Melodijah morja in sonca. Ja, ta ima vsega notri v sebi in potem sem rekel, ok, ne, dodal sem še te specialne, mislim, te efekte, ki imajo loop, te neke, ki jih ne bi uporabil živo, ne, in nekako poživiš, ne, narediš, hočeš biti v času. In je malo bluza, malo roka, malo countryja, malo ne vem, kaj povedati, ne, Lukas v glavi zmešnjava. Rad tako prepletaš različne glasbene žanre? Ja, definitivno, meni je, itak jaz sem odraščal, no, glasba je pri meni bila, ni važno, kaj je, samo da je dobro slišati, ne, in to je zelo pomembno, to je danes. Važno, da se dobro sliši, da te ne moti, ne? Mislim, da ti je super všesu, ne? In potem rečeš, aha, ok, no, vse naredimo nekaj takega, pa bomo videli, kaj bo. Tako da ja, testiram tudi sam sebe in gledam, tudi na plošči je 14 pesmi in tista, ki bo zmagovalna, pač ti, ki bo ljudem res najbolj všeč, upam, da bo vsaj ena, da bo ne vem, ne moreš reči hit, ne, ampak da bo blizu hita in potem se nekako držiš tega, ne. To je verjetno test tudi za mene. Sebe dajem je že taka, ki je dejansko napovedala album. Ja, to pa je res, ne, Sebe dajem je, ponosen sem na pesem zaradi tega, ker v bistvu Sebe dajem je prva pesem, ki je nastala na plošči in je meni še najbolj ljuba zaradi tega, ker je prav tisto, jaz bi rad to počel, ne? In je bila res dobro narejena in še video spot sem posnel čez lužo v New Yorku in je bilo vse nekako, wow, sam sem se posnel z 2 GoPro kamerami, sem se sprehajal po Manhattanu, sprehajal sem se po vseh njihovih znamenitosti, ki so snemal vse, noben ni prišel do mene, noben policaj, tako da sem rekel, ok, super. Posnel sem in dal vse na video in kar dobro se je sprejela na radijske postaje. Niso vedeli, da snemaš video spot, drugače bi že prišli pa pokasirali. Verjetno. Ne, saj so mi pozirali še policaji, tako da v bistvu super. Jaz kličem tiste policaje NYPD, ne, to so šminkeri v Manhattanu, zaradi tega, ker v bistvu res vsi se neki z njimi slikajo, oni s puškami pa pozirajo, pa frizure, pa ta, in so mi pozirali še meni. Sedaj pa ste lahko videli na video spotom. Ja. To pa res, ja. Na kratko, ampak je. Ja. Sebe dajem je tvoj drugi album, prvi je išel 2010 z naslovom Samuel Lukas. Ja, to pa ni moj avtorski bil, ne, in jaz pravim, ne, vse odvisno od tega, kako se ljudem pokažeš, ne, na prvo. Jaz sem se ljudem pokazal pač v nečem, kar tudi sam nisem čutil. Stal sem za vsem, kar smo naredili itak, ne, ker pač je bilo zame vse novo. Jaz sem prišel v Slovenijo, itak sem imel željo posneti nekaj in itak s Klinarjem sva naredila to ploščo in moram povedati, da v bistvu pesmi, ki sem jih gor zapel, jih res, ena je, ker jo začutim, vse ostale so mi tako, to jaz ne bi, no. In to ne smeš, to ti se ne sme zgoditi, ne. In zaradi tega sem pač zelo vesel in ponosen na to, da sem naredil svoje avtorsko, da rečem, no, zdaj pa si sam kriv, to si sam naredil, ne. In to je to. Potem skoraj ne moreš vleči usporednic med prvim in drugim albumom sedaj. Ja, jaz ne zaradi tega, ker takrat sem dobil pesmi od drugih in nisem jih toliko začutil kot svoje, ker sem jih naredil, ne. To je isto kot vsi otroci so super, tvoj pa je najboljši. Ne? In mislim, da bo v naslednji tvoj otrok zraven. Ja, Arjana. Arjana je itak že od majhnega. Jaz sem vedel, ona ima wow glas. In toliko let je šlo mimo in moja želja v bistvu za posnet duet z njo je vedno bila v meni. In sem rekel, zdaj pa, ko delam to ploščo, bom pa dal še eno pesem, bom naredil, da bo lahko Arjana z mano pela, ne. Arjana je zdaj 23 let stara in se je razvila v zelo dobro pevko in narejena je pesem, pač želel sem narediti eno življenjsko pesem, torej resnično. Besedilo je rock, ne, za pesem, pardon,
upanje, ja, je napisal besedilo Igor Pirkovič. In tako da on ima tudi otroka in ve, kako je. Torej, otroci so odraščali brez mene doma, ne, in nisem bil zraven takrat, kadar so me najbolj potrebovali. Ne. Otroci, kadar odrastejo v tiste 14-15 letne otroke, ki te več ne potrebujejo toliko, zaradi tega, ker pač si jim takrat nepotreben, ne, vsaj v njihovi glavi. Ko so majhni, kadar te potrebujejo, mene ni bilo zraven in mislim, da se bo vsak najdel, ki ima podobno zgodbo kot jaz, da prisluhne pač pesem Upanje in zelo dobro besedilo. Prazna leta volijo, brez milosti je čas, ogledalo nastavlja obraz. Vem, da zdaj nisem dosti, nenavaden oprosti, a pregnal bi rad ki dvom, boljši bom. Kakor prej, ko me rabiš, povej, še je časa ostalo za zvedave oči. Da nikoli, nikoli ni prepozno, saj še rabim te, zdaj ko te imam. Upanje.
Samo je Lukas je z mano v oddaji Radioaktivno na Radio Perlek, album Sebe dajem danes predstavljava. Kot sva rekla, tvoj drugi album, 14 pesmi, veliko materijala, skoraj 1 uro glasbe si nam tokrat dal. Ja, jaz sem od tisti, ki mislim, da moram dati res maks. In potem na koncu vidim, ja, se bi lahko, ne vem, dal 9 ali pa 10, pa bi teh 4 druge čuval za naslednjo ploščo. Ampak ne, jaz sem dal kar vse ven in se mi ni žal. Jaz verjamem, da je še veliko glasbe v meni in da bo še prišlo. In je treba dati v bistvu, če imaš neki dej čim več. Ne? In vse ljudje to v bistvu tudi po eni strani cenijo, zaradi tega, ker pač sej, kaj pa boš držal zase, ti nam? Je fajn, imam se super, tako da komaj čakam v bistvu tudi koncert, ki bo zdaj na Ljubljanskem gradu 22. Ker smo res zelo dobro naštudirali z bendom, bo super koncert in sem slišal, da je že veliko kart prodanih, tako da komaj čakam. Prej si rekel, da se da je album drugače čutiš, ker si ga napisal sam, glasbo. Ja, itak je, pravim, ne, vse, kar nastaja v tebi in da ti uspe, ne, ponosen sem na to, da meni je uspelo v bistvu, ker res nisem se nikoli preskusil v tem, da bi jaz delal glasbo, ne. Vedno je bilo tisto, a bi zapel moj pesem? Ja, no. A bi, no, dej. Ne, zdaj pa v bistvu sem, ko vidim, da znam, da sem sposoben sestaviti celo pesem, razen besedila slovenskega, ker nisem, to prepuščam strokovnjakom in res Rok Lunaček, pa itak Igor Pirkovič, to sta naredila res fenomenalno. Večino pesmi je napisal Rok Lunaček, tako da v bistvu res mislim, da je 9 pesmi napisal on, Igor Pirkovič 2, itak Teo Kolori je super kitarist, ki ga bomo slišali tudi pozneje. On je posnel skoraj vse te bolj zahtevne kitare, ker res Teo Kolori je zame v bistvu tudi en od vrhunskih glasbenikov, ki ga cenim in sem vesel, da je tudi on zraven v tem projektu. Lahko bi govoril verjetno še zdaj 1 uro, ampak mislim, da je dobro, da bi zapel mogoče kaj v živo. Ja, ampak vseeno se deko že naštevaš ekipo, ki delala s tabo, predstaviš še ostale, ki so bili zraven. Ja, jaz sem zelo ponosen in bom vedno govoril o tem in seveda Boštjan Vajs je posnel bobne za vse pesmi, Sandro Božič klaviature, potem pa jaz sem posnel bas, pa kitare, pa beke, potem pa smo še snemali kot sem rekel, Damir Jazbec orglice, brasi so bili pod taktiriko našega Mateja Gozelja in posnel sem tudi Jacuzzi Kralj, to je zelo znan reper v bistvu, ki je tudi pod njegovo taktiriko smo snemali vse in bobne in bas in vse pač pri njemu. Tako da Amir Karalič je profesor glasbe zame iz Trsta in zelo dobro je tudi on zaigral par stvari na kitaro. Tako da ja, kar veliko nas je, ne, Ariana je zapela vse back vokale, tako da smo kar ena taka družina velika, ja. Očitno se snimal preko oceana v Detroitu. Ja, v Detroitu, točno, ja, veš, poznaš plac, no, to je Detroit je v bistvu za nas, v bistvu glasbenike najlepši kraj v Sloveniji. Ja, pa imamo Ameriko tam. Ja, tam se veliko dogaja. Ja, točno to. Veliko znanih imen na kupu. Veliko, ja, tam vsi imajo te svoje place, studija, od Siddharte, Bigfooti, Elvis Jackson, mi smo tam normalno, pa Hamo Tribute, pa lahko bi našteval, zdaj so, ja, veliko je njih, no, tako da bom pozabil mogoče koga. Naslednja, ki jo boš zaigral, bo v živo zaigrana v studiu? Ja. To sem jaz v bistvu je ena pesem, ki predstavlja mene in bom probal zdaj res verjetno v drugem stilu zaigrati kot Sebe dajem, ker pač je pesem drugače posneta, bom pa videl, pozabil pa sem trzalco doma, pa bom probal si pomagati z eno stvarjo. To, kar dajem nazaj dobim, tu ni filtra laži,
ni razloga, da spremenim pogled na vse stvari, a vseeno je fajn, 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 fajn. Ko ta čas se ustavi kdaj. Skozi mene poglej v srce, kar vidiš, to dobiš. Sem le človek, ki dobro ve vse to, kar ne bi in kar bi. A vseeno upam vsaj. Vse to čutim, še se trudim in čutil bom, dokler živel bom. Dokler živel bom. To, kar vidite, to sem jaz, i blefa, ki slepi. Tu med notami je moj glas in skozi njih živim in imam vse fajn. Ko ta čas se ustavi kdaj. Čutim, ljubim, trudim se, da še živel bi. Čutim in čutil bom, bom, bom. Jaz vedno pel bom, dokler živel bom. In vedno pel bom, pel bom. Čutim, ljubim, skozi pesmi dajem sebe. Ljubim in se trudim, vedi sem le človek, ki živel bi. Čutim, ljubim, trudim se, da še živel bi. Čutim in čutil bom, bom, bom. Dokler živel bom, jaz vedno pel bom. In vedno pel bom, dokler živel bom. Samo je Lukas v oddaji Radioaktivno. Sedaj pa vas malo šprintam po studiji. Ne? Ja, sem te videl, ja, super si. Ja, v bistvu, ja, to sem jaz, ja. Kako zaigrati pesmi, ne, na akustiko, da bojo zanimive, pa da so blues, pa da so ritmike, pa da je vsega notri, ne gre, ne, nekako sem se potrudil. Pa še to, ko sem pozabil trzalco, igram s 2 centi. Tako da res upam, da se sliši dobro. Kot je slišati tukaj v slušalkah, ja, se dobro sliši. No, super, sem vesel. Vidim, da na polno daješ sebe. Ja, meni je to zelo, mislim, na polno, no. Ne vem, pri glasbi ne smeš biti na pol. V glasbi moraš dati tisto, kar si, in moraš dati res maks. Šele takrat bojo ljudje pač te začutili, te bojo videli, pač moraš past not, ne moreš ti pet kar nekje v noke, ja, nekaj bom pel, ne. Tudi na nastopih v bistvu ljudje opazijo, ne samo v mojih nastopih, seveda od vseh, ne, pač karizma človeka je zelo pomembna. In karizma in tudi energija, ki jo dajaš, v bistvu takrat te bojo ljudje začutili in je zelo pomembno v bistvu to vse skupaj, biti paket, ne, je pa problem. Jaz paket ne morem biti, ker nisem unita lepi, ne, ampak v moji glasbi tega verjetno ne bojo videli.
Zraven tebe je običajno The Groove Station. Ja, The Groove Station, ja, to so moji partizani. Ja, zelo dobri glasbeniki. Kot sem rekel prej, v bistvu naštel sem prej Boštjan Vajs, ki je posnel tudi bobne pri meni. Boštjan Vajs, pa kitare Teo Kolori, on ni The Groove Station, je pa posnel, ko sem prej rekel. Sandro Božič, klaviature z mano je še klaviature je igral, ko sva bila na Švedskem skupaj. Tako da res en od redkih ljudi, ki me spremlja v tem glasbenem svetu že dolga leta. On živi v Puli in jaz mu vedno govorim, Sandro, a ti ni tebi malo predaleč to? Mislim, da bi ti se vozil. Je rekel, on govori pač v Hrvaško, je rekel, se mi moj. Pa ja, drugo ne znam. Potem v bistvu njemu je super, z nami je pa res edini, eden od vseh nas, ker je najbolj smešen in drži energijo po koncu v bendu, kar itak v vsakem bendu verjetno je eden, ampak on je tisti, ker ne bo samo nas nasmejal, bo nasmejal vse ljudi okoli njega in to je zelo dobro. Ja, Marko Klopčar, bas, mladi fant, ki res ima tisto, kar bi moral super basist imeti. In jaz verjamem v njega in verjamem, da bo postal en izmed boljših basistov pri nas v Sloveniji in zakaj ne. Marko je star zdaj 26 in ima še veliko za tega za se naučiti. Je pa že zdaj zelo dober. Ok, Blaž Sotošek, on je drugače tudi bobnar pri skupini Ice. Zdaj se Ajsi upam, da se bojo vrnili nazaj, ker so res naredili veliko tega. Na začetku so bili meni wow. Sem rekel, ok, imamo super band, mislim, in je Blaž Sotošek tudi član tega benda in je bobnar pri njih, pri nas pa igra perkusije. Tako da je res tisti groove, ki ga še rabimo dodatno. Itak brez sekcija, kot sem rekel prej, Matej Guzelj in Andrej Štrekelj je trobentač, super. Tako da so, ne vem, imam ljudi, kjer jim lahko zaupam maksimalno. In seveda brez našega tonskega tehnika, ki je na koncu tista pika na i, ko rečeš, ok, kako dobiti super zvok, da ta Groove Station res zagruva, je Igor Mitrov in ta fant nikjer noče delati samo z nami in sem zelo vesel, ker res naredi vse posod najboljši sound in vsi reče, do zdaj ga še nismo imeli tako dobrega. Sem rekel, no super, to je Igor. Imaš zelo številčno zasedbo? Ja, pa Arjana, moja hčerka, vidiš, ona je že od leto pa pol z nami, tako da kar številčno, ja, nas je kar na odru, nas je tudi 12. Imamo tudi manjšo pač zasedbo, če imamo manjše place, gremo tam 6 nas je, ampak spet nas je full. A imaš kaj manjšega? Ja, 6. Aha, ok, super. Tako da ja, jaz sem nekako preveč časa tudi bil sam na začetku in verjetno stremim potem, da imam super glasbenike in da imam super zvok in da imam, ne vem, super ljudi okoli sebe, kar je najbolj važno. Če ni človek, lahko je super glasbenik, sam če nisi človek, ne moreš delati z dobrimi ljudmi, pač ne gre, in kar je važno, da imamo super energijo. No, zdaj, kot kažeš, pa lahko še sam zaigraš. Ja, itak, še enkrat lahko se spomnim za nazaj, kako sem nekoč sam igral, Samo trzalico še moramo zrihtati. Ja, ne, sej prav mi bodi, no. Naj rečejo, da nisem dober. Jaz imam veliko teh pesmi tle v bistvu, ja, in katero bi dali naprej, a gremo malo v ritmiko, nekaj hitrejšega. Kakor želiš, izbor je tvoj. Ja, recimo ena pesem, ki je nastala, ko sem se igral s žličkami, recimo, in jaz sem ga poimenoval Spoon Song, in to je v bistvu mrak pesem, ko se kliče, in začel sem z žličkami in nastalo je tole. Zakril moj dan, da skozi meglo vse manj vidim te, do te je dal na stran, da spremenim moj plan, da v tebi manj in manj je mene. Tiho gledam, se zavedam, da isto kot prej in zdaj
zavedam, da ni poti nazaj, da pade name mrak, prelomi me na pol, da zaboli zares, da pade name, spodnese mi telo, odkar nisi vmes, vmes. Poglej me v oči, ti befani ležile moje zgodbe iz pol preteklosti. Poglej mi v dlani, ker vse skozi njih ušlo, ni treba, da mi še ti tiho gledam, se zavedam, da pletim. V tebe tiho gledam, se zavedam, da te več skoraj ni. Da pade name mrak, prelomi me na pol, da zaboli zares, da pade name, spodnese mi telo, odkar nisi vmes. Da pade name mrak in zvije me na pol, da zaboli zares, da pade name, vseeno mi je, zlomi me počez, v počez. Samuel Lukas in skladba Mrak z albuma Sebe dajem. Na začetku sva že nekaj omenila, da si prišel v Slovenijo na festival EMA. Letos si bil na Melodijah morja in sonca. Ja. Tam si dejal vse ok. Ja, v bistvu tako je bilo. Ne. Takrat se je zgodilo to, da v bistvu sem naredil teh 14 pesmi, dal na ploščo in ploščo izdal. In čez 15 dni so me klicali, če bi lahko poslal komad še za Melodijo morja in sonca. Sem rekel, jaz nimam več pesmi, jaz sem dal vse ven. Pravi, lahko narediš kaj novega? Joj. Zdaj pa nimam nobene ideje, verjetno, no, dajte mi za prespat, pa bom videl, ne, in ja, itak, ne, da sem kar neki, sem rekel, vse bo vse ok, to je moja fraza, v bistvu jaz vedno govorim, vse bo ok, ne, tako da verjetno tudi poslušalci, ki me zdaj poslušajo, so rekli, no, to je moja, je isto, tako zaradi tega, ker v bistvu ta vse bo ok, je tisto, ko veš, da ti ne bo, ampak takrat si rečeš, kar ti ne gre dobro. Kadar rečeš, se bojiš, da ti ne bo uspelo, in rečeš, se bo vse ok. In potem sem rekel, ok, bom naredil komad, vse bo ok. Kako pa? Ok. No, pa sem probal nekako, igral sem se na kitaro in tale pesem je bila ideja, posneto, na demo prvo najprej, pa besedilo, pa posneta pesem, pa končan master mix v 5 dneh, tako da v bistvu je bilo to res nekaj zelo, zelo hitro, ne, in itak, da sem povabil, da bi mi posneli, ker sem naredil najprej brez banjo pa violine. In sem rekel, pa jaz slišim tle banjo, ne vem zakaj, ok, bi naredil country. Zakaj zdaj country, če si dal tako plato ven, nisi dal countryja? Sem rekel, pa se malo prediha countryja, ne, se bom poklical. In pokličem jaz Pikla, Roberta, veste, to vsi vemo, ne, to so od Manuš, in rekel, ti igraš banjo, ne, pravi, ja, a bi mi posnel eno pesem, rabim pač zdaj za melodije, je rekel, valjda se mi, in je prišel, posnel banjo, sem rekel, zdaj poslišim še violino, rekel, moram poklicati Krečiča, in sem poklical Krečiča, to so po moje definitivno dva
nastroja, taki glasbeniki, to je nemogoče, mislim, to je wow. In ko rečeš ti, da so oni na plošči, mislim, da so oni na pesmi s tabo, rečeš, no, ok, verjetno si nekaj tudi ti dober, ne, da ti rečejo ja, ker ne bi vsakemu in sem zelo vesel, res zelo vesel, da so tudi oni prišli in pesem je šla na melodije in na koncu itak se pa to treba zaigrati v živo. V živo ni bilo sposobno. Mislim, ni bilo možno zaigrati, mislim, ker če bi vedel, bi pustil in violino in banjo v matrici, pa bi band igral vse drugo, vse ostalo. Jaz sem zaupal glasbenikom, da bo to dobro in na koncu itak ni bilo dobro, ker je manjkala in violina in banjo je bil polomljen. Tak, že od samega začetka se je lovil, ne, tako da itak da ni rezultat dober na koncu. Ne vem, kateri sem bil, itak me ni zanimalo, kateri bom, ampak verjetno niso bili najbolj zadovoljni ljudje. No. Te danes še privlači kak festival? Ima razpis, mislim, da je do 18. novembra. Jaz mislim, da morajo mlajši malo prevzeti te stvari, iti na festivale in jaz mislim, da pač festivali so za nove upe, dajte priložnost novim ljudem. Veliko je dobrih. Danes prihajajo na sceno taki pevci in pevke in glasbeniki, ki verjamem, da rabijo tudi oni priložnost in to priložnost sem tudi jaz izkoristil in zakaj ne bi še drugi. Naslednja, ki jo bova spustila? Naslednjo, ki jo bomo spustila, pa je, zdaj bom pogledal malo, evo, gremo, a smo govorili mi o pesmi Vse bo ok, dajmo kar to spustiti. Vse bo ok, torej ta je bila na melodijah More sonca in Jiha. Se ti razskrbi, poglej na desno, poglej na levo, vse bo dobro, ok. Naj luna te usmeri v pravo smer, ko noč pred temnom bo zato. Sreča in ljubezen, pamet in pogum, pesem svojo nosi razjasni naj razum. Ne glej nazaj, ne glej in gledaj naprej, verjami vase. Ako ti daj ne bo šlo, nasmej se nam zglas, povej. Vse bo ok, ok, vse bo ok, še enkrat si povej, ok, ok, misli trezno, pozitivno, misli dobro in vse bo ok. So zvezde upisane, za vsako željo ena si je spet. Na dopalo, kjer lepo se sanje srečajo. Ne glej nazaj, dvigni glavo, glej naprej. Vse bo ok, vse bo ok, še enkrat si povej, ok, misli tri.
Vse bo ok, pravi samo Lukas. Ja, je ok. Je ok, zaenkrat teče vse tekoče. Ja, super je. Tako da v bistvu res vesel sem, da evo, jaz se nisem vedel, da znam toliko govoriti, pa mogoče malo preveč, ustavi me, če govorim preveč. To, da sem šel v oddajo, ki je 1 uro pa neki, ne, to je res super in res hvala vam, da vsak glasbenik lahko pride predstaviti svojo ploščo, sebe. To je nekaj, v bistvu, kar v bistvu ne moreš vse posod dobiti in res cenim. Brez težav. Ja. Na studio je vedno odprt. No, super, pridem vsak dan. Ne se hetam. Potem bodo nekateri drugi, ki so že posneti, na vrsti leta 2025. Ja, kdo jim je kriv? Ne pridejo v živo. Naj pridejo v živo. Ja. Lukas, si boljši plesalec ali pevec? Ja, če je plesal. Veš, kam ciljam? Jaz znam plesati, ja, to, ne vem, to misliš v oddaji Znan obrazek. Ja, ali to Zvezde pa pleše. Zvezde plešejo, že predtem. Ja, jaz sem bil že dolgo, 20, verjetno, ne vem. Mislim, da nimam 20, pojma. Ja, 20 sem se tudi tle poizkusil in preizkusil, ja, ni važno. In je v bistvu Lukas ok plesalc, ampak držite ti mikrofona. Potem ti je bolj šlo na roko, Znan obraz ima svoj glas. Veš kako je, ne? Tam je bilo kar meni trenutke naporno, no? Zaradi tega, ker v bistvu jaz nisem tak plesalc, da bi zdaj nekako Michael Jacksona, Billie Jean, ne vem, če se spomniš, pustili so me samega na odru in zdaj pa ti izvajaj in poj Billie Jean, pa pleši zraven in jaz sem sam sebi se smejal, ker se nisem mogel zdržati, ker to je pač ok, mislim, tako ko vemo vsi, ne, Michael Jackson je itak, The King, kralj, Lukas pa, ja, mogoče njegov hlapec nekje bi bil in to, kar sem doživljal jaz med petjem gor, pač izvajanjem njegove pesmi Billie Jean in Moonwalk in ne vem kaj, ja, je bila samo komedija. Ampak vidim, da so ti ženske prinesle zmago. Ja, nažalost, ne. Da je boljše bilo, ko si se živel v žensko vlogo. A veš, jaz mislim, da je to nekaj drugega, v bistvu ne. Bolj, ko si smešen, boljši si. In to je pa žalostno, recimo, vsaj z moje strani, z mojega vidika, ne vem, izvajal sem tudi, ne vem, tudi Ray Charlesa, pa je bilo meni ful dobro, pa na koncu sem dal, ne vem, 4-5 točk, aha, ok, super, ok, ni bilo dobro. Tako da, ja, ne vem, ženske so mi prinesle, Tina Turner, Anastasia, ja, v bistvu so mi prinesle zmago, ker je, nekako sem se približal vokalno, verjetno, ja. The best. Simply the best. Ja. Greva na tvoj album Sebe dajem, naslednja bo Val adrenalina. Ja. Funky disco. Evo, malo 80s, 80, v bistvu, kjer sem odraščal in se nekako razvijal z glasbo in probal sem narediti nekaj takega, da bi bilo podobno 80-im. Get funky. Držijo te proti meni, idealnega nasmeha, si sama skup, si tu te vprašam, povej,
rečeš mi utrip, pridi k meni. Ti si kot vina, primavera, adrenalina, ki obese mojo glavo, srce. Reci, rabim te, da poredna boš, najprej povej mi tvoje ime. Okay. Rabim te. Ti si kot fina primavera, adrenalina, ki odnese. Reci, rabim te, poredna boš. Ti si kot fina primavera, adrenalina, ki odnese mojo glavo, srce. Reci, rabim te, da poredna boš, povej mi tvoje ime. Greva k meni, rečeš mi, roka zdrsne nižje ti, čutim, višaš mi utrip, greva k meni. Funky. Funky ritmi Samuela Lukasa z albuma Sebe dajem. Funky, ja, se pravim, ne, to je tisto, probal sem se v vse smeri, nisem še regija dal gor, sem pozabil. Bi lahko dal še regij gor. Ja, To je na naslednjem albumu. To bo na naslednjem, ja. Ja, jaz sem v bistvu, ne vem, vse pravim, ne, glasba mi je všeč in tale disco 80-ta so itak smo odraščali po diskotekah s tem, pa s Kool and the Gangi, pa Earth, Wind and Fire, pa vse, ne, je pa res, moram si dati v eno smer. Ne smem biti res preveč različen, ker pač potem nimaš nekega pečata, rečeš, ok, to je Samuel Lukas, ne? Je pa spet to, da je to vse moje, tako da po drugi strani sem tudi tu pač miren zaradi tega. Prej si dejal, da si veliko nastopal v Skandinaviji, te še vedno vleče tja? Skandinavijo me vleče samo zaradi mojih hčerke. Jaz imam hčerko na Finskem in Natalie je zdaj 16 let stara in vleče me samo zaradi tega še gor. Drugače pa ne pogrešam več tujine, ne pogrešam zaradi tega, ker itak pravim, daj naredi najprej doma, pa pojdi, če boš, ne? Ampak doma je toliko tega za narediti še, da verjetno bom šel v tujino samo na obiske. Finsko že kaj veš? Ja, par besed že, ne? Ampak ne znam, da bi govoril, da bi se sporozumel z njimi, ker imel sem pač to srečo ali nesrečo, ne vem, da so vsi govorili angleško z nami, tako da v bistvu je bilo težko se naučiti. Ko sem bil v Nemčiji, recimo, sem se naučil, ker, ne vem, nisem jim dovolil, da govorimo drugače, ko angleško nočem, jaz hočem pač se z vami pogovarjati v nemščini, pa kako bo. In v 3 mesecih sem se res zelo, zelo dobro naučil nemško in so me vsi spraševali, koliko let sem že v Nemčiji. Tako da, ja, nekako uho za jezike imam. Hčerka ve kaj slovensko? Ja, nekaj besed že, ampak ona, midva, jaz sem komaj čakal, da začne govoriti angleško, da se lahko sporozumevam, ker nisem mogel, ker itak prvič sva se videla, ko je bila stara 10. Tako da v bistvu nisem, mislim, to je tisto, ne, kadar jaz sem jo, se spomnim enkrat vprašal, pa je povedal v bistvu, da nisem imel to priložnost biti njen oče, ko je bila majhna, rad bi bil zdaj najboljši prijatelj oče, kar je na svetu in itak, super sva, malo se fajn, veliko krat se slišiva, dopisujeva si, enkrat na leto se vidimo, to pa je premalo, ne. Bila je v Sloveniji in zaljubljena v Slovenijo, tako da upam, da se bo enkrat preselila, ona sem ali jaz gor. Potem bo sedaj prav primerna skladba Maj. Maj, ja, mogoče Maja. Pesem Maj, Teo Kolori je napisal celo pesem, to je ta perfekten glasbenik, ki ga jaz cenim, kitarist in je art.
da začutim tvojo dušo. Primi me za roko, da se zbije, kar je najno. Dvigniva se k soncu, da obsije naj svet. Jadrajva v vetru, da povzdigne naj let. Dvigniva se k soncu, da obsije naj svet. Jadrajva v vetru, da povzdigne naj let. In takrat bo maj in bo toplo in sence spet izginejo nebo. Dvigniva se k soncu, da obsije naj svet. Jadrajva v vetru, da povzdigne naj let. Dvigniva se k soncu, da obsije naj svet. Jadrajva v vetru, da povzdigne naj let. Takrat bo maj in bo toplo in sence spet izginejo nebo. Maja je bila slišana, čeprav smo meseca novembra, 22. imaš tudi velik koncert. Ja, točno, ja, novembra 22. Ljubljana, velik koncert. To bo res predstavljeno, bo vsaka pesem, ko si spodobi, pa v bistvu bo tudi veliko improviziranja, zaradi tega, ker če se bi držali, da bo pesem 3 minute, ne bi bil dovolj dolg koncert. Ne? Tako smo se odločili, v bistvu, da se lahko vsak izraža malo, vsak glasbenik se lahko izraža pač v svojem, je res, da moramo biti enotni, ampak kadar pridejo tisti improvizacijski deli, da v bistvu se lahko tudi bobnar po svoje zaigra nekaj, lahko tudi basist, lahko tudi kitarist, pa tudi klaviaturist. In to je tisto, v bistvu, kar nas dela močne, zaradi tega, ker lahko improviziram. Vsi skupaj lahko improviziramo. In vsak glasbenik se takrat pokaže v bistvu, kaj je. A želi preveč, a je to kvalitetno improviziranje, ne? In jaz mislim, da bi bomo dali kar to drugo. Promocijo pa si sicer imel že meseca marca, če se ne motim. Aprila. Aprila. Ja, aprila sem imel v City teatru, bilo je 256 ljudi, bilo je super polno, imel sem super veliko dobrih glasbenikov, ki jih jaz tudi cenim in da so prišli pač na mojo promocijo in na moj koncert tam, to je meni bilo wow. Gledaj, že, ne vem, Tomi Meglič, Gregor Skočir, ko sem videl med publiko, ko sem videl New Swing kvartete, ne, pa en za in drugega in sem rekel, wow, to so ljudje, ki sem jih jaz v bistvu še ko mali gledal in poslušal in sem rekel, wow, to je super, ne. In oni so bili v drugi vrsti vsi in so mi kar mahali in so uživali in so plesali še zraven, tako da wow, ne, in to je tisto, ne, ko vidiš, koliko ljudi, Lado Leskovar je bil, Lado Leskovar, ki je totalno iz druge zvrsti glasbe in mu je bilo zelo všeč. In to je tisto, ki, ne vem, probaš prijeti ne samo do glasbenikov, ampak do vseh ljudi z glasbo in tudi pa interpretacijo, ker je zelo pomembno v slovenščini, kako ti izgovarjaš, kako ti poješ, kako besedo dinamično poveš, izgovoriš. To je zelo pomembno, pri nas se najbolj poslušajo besedila, kar je zelo dobro. Zaradi tega, ker v bistvu v angleščini lahko prevedeš pesem, pa ti je
A res, ne? Reče, o tem govori, ok, no ni neki. Ne, ampak ker to zveni, tam zveni vse, pri nas pa mora biti beseda, da bo zvenelo tudi, ne. No, zato bo naslednja Play That Song. Je, v angleščini. Play That Song je nastala že 2016. Ta pesem je v bistvu bila nekako, ko sem jo dal ven, se neko, kaj pa bom jaz, mislim, v angleščini nekaj. Imam pesem v angleščini, pa sem jaz napisal to besedilo in vse skupaj posneli. Tukaj je tudi Dagi, igra bas, zelo dober, pa tudi Hrvatin, kitaro. Miha Goršek, klaviature, mislim, to so res super glasbeniki, ki so zelo veseli bili, da smo posneli to in v tem stilu, v bistvu oni so navijali, da bi jaz bil samo v tem stilu, ne. In tale pesem je v bistvu isto, ko rečemo, ne vem, 90-ta, pa še dodatki neki, ampak je še vedno funk disco, tako da, evo, lahko zažuramo vsi skupaj. Hey DJ, play the song, we'll dance all alone. Won't you give me the beat back? Dance all alone. Dance all alone. When I hear this song, my heart just starts pumping. Can feel good vibes are all around. Vibes with the groove, with disco funky sound, yeah. Just put your hands up in the air. Maybe just don't care. Put your hands up in the air. Hey DJ, play the song, we'll dance all alone. The night's the night and everything is alright. So don't you slow it down, we won't have some fun. No matter what you do, the song is for you. If you'd like to dance too, just get your booty on the floor. Have been waiting for this all night long, for you to dance on my favorite song. Just put your hands up in the air. Just don't care. Put your hands up in the air. Hey DJ, play the song, we'll dance all alone. The night's the night and everything is alright. So don't you slow it down, we won't have some fun. No matter what you do, the song is for you. Dance all alone. Dance all alone. Dance all alone. Dance all alone. Put those people on the dance floor, jumping up. Come on, dance with me. Dance with me. Feel the rhythm and the bass, man. Pump it up. Just dance with me. Temperature is rising up. Feel the rhythm and the bass, man. Do the funky beat. Pump it up. Just come on, dance, 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 dance. Hey DJ, play the song, we'll dance all alone. The night's the night and everything is alright. So don't you slow it down, we won't have some fun. No matter what you do, the song is for you. Hey DJ, play the song, we'll dance all alone. Mr. DJ, the night's the night and everything is alright. So don't you slow it down, we won't have some fun. No matter what you do, the song is for you. Mr. DJ, put a record on and let me dance it. Yeah. Mr. DJ, play the funky song and let me dance it through the night. Mr. DJ, put a record on and let me dance it. Yeah. Mr. DJ, play the funky song and let me dance it through the night. Play That Song je bila slišana z albuma Sebe dajem Samuela Lukasa, ki je še z mano v oddaji Radioaktivno. Za konec sproti o tebi na Facebook profilu, Instagramu.
vse posod me lahko najdejo, imajo. Ja, jaz v bistvu sploh nikoli ne vem, kateri je moj naslov gor na Facebooku, ker itak sem to kar predal drugim, da delo, kar jaz ne najdem. Mogoče sem prišel v leta, da me to ne vleče to, ampak grem vsako toliko in grem pogledat, kaj se dogaja in lajkat ljudem, ki jih poznam, pa ki jih ne poznam, če mi je kaj zanimivo v bistvu, ampak da bi se ukvarjal s tem, je veliko tega na mojemu se dogaja, hvala Bogu, in moram povedati, da v bistvu Petra to dela zelo dobro in non-stop sem gor na Facebooku in Instagramu, čeprav me ni gor, čeprav nisem osebno, in ljudje morajo vedeti, kje si, kaj počneš, kaj delaš, in vse to je tisto, ki pač je obvezno v našem poslu, ne isto kot prijeti na radio, pa se pokazati in tle povedati vse, kar je treba, ne. Ja, in na Facebooku in na Instagramu je veliko tega in posnel sem recimo video spot za pesem, nihče ne ve, ker sem je dal tu pač na YouTubeu pogledati moje pesmi, ne vem, kje še eno, na koncertih. Z albumom imaš zaenkrat 3 single, zagotovo še kak sledi. Ja, jaz itak, da moram, ne smem se ustaviti. Ne? In moram zdaj, če sem že notri v tem, da delam svojo avtorsko glasbo, vem, da bom še dolgo let ustvarjal in delal, samo če bo zdravje, ostalo pa itak vse pride. Še eno bova zavrtela za konec in sicer bo to, oziroma ne zavrtela, tokrat je bo še zaigral živo prvič. A ja? Tako si obljubil. Aktualni single. Ja, takole, ne, jaz moram povedati, da v bistvu tole pesem nisem nikoli igral, jaz v živo posnel sem jo, ampak itak snemaš, pa se ustaviš, pa dosnemavaš, pa delaš, pa veliko krat narediš napako in jo bom probal zdaj zaigrati, v bistvu to je Nihče ne ve, moj zadnji single, aktualni, in za katerega sem tudi video spot posnel, posnel sem jo z super ekipo od Globus Videos, Žiga Gjuro in Rok Breznik, v bistvu posneli smo pri nas na obali in na Krasu. Najdel sem neke punkte, v bistvu, ker še noben ni snemal in sem zelo vesel, da v bistvu, da mi je nekaj takega uspelo zaradi tega, ker ko gledaš te videospote, vedno vidiš neki, tukaj so že posneli, to so že snemali, to so že vzaj. Pa sem zgubljal tudi enih par ur na Krasu, da sem sploh najdel punkt, ampak najdel sem ga, ko sem že bil tisto, sem rekel, se ne bo nič pametnega, ne, in potem sem, ko je sonce že zahajalo, je na eni jasi zasijalo sonce in sem rekel, tle pa bi bilo dobro, vsi trije, kako lepo, a tle smo šli že 5krat prej, nekaj je bilo sonce gor više. In sem rekel, ajde gremo, vzamem jaz ustno harmoniko in grem jaz na jaso, on pa gre s helikopterjem čez in bo snemal, z dronom, pardon. Ja, in je posnel, da ne reče, to luko smo ful denarja, helikopter je imel. No, z dronom so preleteli me parkrat in smo ujeli glih tisti zahod, da je bilo super, pika nej. Tako da se tudi odlično vidim, na YouTube lahko spot se tudi ogledate. Ja. Skladbo bomo sedaj v živo slišali, tudi v oddaji Radioaktivno. Ja. Samuel Lukas, hvala, da si bil gost. Hvala za povabilo in sem zelo vesel in upam, da ne bomo spet čakali 9 let, da prijem na vaš radio, da se vidimo kaj prej, ne, in seveda vabljen si tudi na koncertu v Ljubljano 22. novembra in zažurujemo skupaj. Ja, da res ne bomo takrat pisala 22. oziroma 12. november 2030. Joj, ne. Lukas bo šel v penzijo takrat. Hudo se slišim. Ja. Še enkrat hvala ter uspešno in delamo naprej. So oblaki, temno nebo, koraki nesigurno me nosijo, ob meni maske nešteto ljudi. Sem v lastni koži tujec, ki se boji, kaj bo jutri, vsak nov dan me bolj skrbi. Kaj bo jutri, je
jasno Bože danes in to me vse bolj skrbi. Kje so stare pesmi in prijatelji, kje so prazne ceste, beli pločniki, kdo ve kje. Bojim se, da nihče ne ve, kje so prave geste, ne iz vljudnosti, kje je dobro vino, da odpre oči, kdo ve kje. Bojim se, da nihče ne ve. Poznam občutek, a ne znam ga ujeti, in manjka nekaj, da začel bi verjeti, da me življenje vsak dan ne prekiti in da me upanje več ne zapusti. Kaj bo jutri, vsak nov dan me bolj skrbi. Kaj bo jutri, jasno Bože danes in to me vse bolj skrbi. Kaj bo jutri, vsak nov dan me bo skrbi. Kaj bo jutri, jasno Bože danes in to me vse bolj skrbi. Kje so stare ceste neizljudnosti, kje je dobro vino, da odpre oči, kdo ve kje. Bojim se, da nihče ne ve, kje so prave geste neizljudnosti, kje je dobro vino, da odpre oči, kdo ve kje. Bojim se, da nihče ne ve. Ne.